Dragi prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Verjetno ste v družini ali v ognjišču ali v kakšnem drugem verskem listu brali vabilo na duhovne vaje, ki so lahko tedenske ali 3-dnevne ali nekoliko krajše ali v tišini ali z spremljevalcem ali kakorkoli že. Za može, za žene, za kogarkoli, za otroke, za mladino, za starše in tako dalje. Kaj pa, če bi mi tudi na televiziji Exodus imeli duhovne vaje? Ker mnogi med vami ste, ki ne morete iti nekam, neki samostan, bodi se radi zdravja ali stroško ali česarkoli. Kaj pa, če bi imeli mi duhovne vaje tukaj, kjer smo, vi v vaši sobi? In odločili smo se, da se bo ta ponudba uresničila. V načrtu je 3 mesece, po 2krat tedensko. 3 meseci imajo 12 tednov in če 2krat na teden je to 24. 24 predavanj ali nagovorov bi imeli skozi to poletje. Kaj več, navodili boste še slišali sproti. Ampak zaenkrat bi mi s tem začeli. Najprej pa se moramo vprašati, zakaj sploh gre. Beseda sama, duhovne vaje, nam marsikaj pove. Človek je telo in duh. To so duhovne vaje. Imamo telesne vaje, katere so, ne bom našteval. Duhovne vaje so pa tiste, ker vadimo, torej nekaj storimo, se prizadevamo glede naše duhovnosti in, če rečemo, duševnosti. Duševnost je v tem, da imamo razum, voljo, domišljijo, spomin, pridobimo izobrazbo in podobno. Duhovnost je pa v tem, da imamo čut za Boga, čut za vrednote, čut za resnico, da poslušamo glas vesti, razlikujemo, kaj je dobro in kaj je slabo. In v tem smislu, da oblikujemo svojo osebnost. Duhovne vaje imajo namen, da človek najde samega sebe, pogleda, kar je v redu, naj se nadaljuje, kar pa ni v redu, oziroma če kaj ni v redu, ureja. Spravi na pravo pot in na pravo mesto. Zato se bomo v duhovnih vajah ozirali vase. Kdo sem jaz? Kakšna osebnost sem jaz? Zakaj živim? Kaj želim v življenju doseči? Kakšna moja preteklost? Je bila dobra, slaba, sem zadovoljen z njo? Nisem. Kaj bi bilo boljše, če bi bilo drugače? Kakšna moja sedanjost? Kaj delam? Kaj počnem? Kako se ravnam po vesti? Kakšna je moja prihodnost? Ne vemo v bodočnost, ker nismo preroki, ampak kljub temu se lahko vprašamo, kaj želim narediti za naprej s sabo. Kakšen je ali naj bo moj odnos? Do koga? Do Boga. Do ljudi. Katerih ljudi? Staršev, če smo poročeni, zakonskega druga, otrok, če jih imamo, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev. Kakšen je moj odnos do našega naroda, naše domovine? Kakšen je moj odnos do cerkve, kateri pripadam, če ji pripadam, ko sem krščen? Kakšen je moj odnos do stvari? Ali jih brcam in mečem se med tja, ali pa imam do njih neko spoštovanje, ker so Božji dar. O vsem tem in še marsičem je dobro razmisliti, tako človek
oblikuje samega sebe, kar je namen duhovnih vaj. Izoblikovati iz sebe neko zdravo in primerno razvito osebnost. Kako pa boste te duhovne vaje opravljali? Če boste poslušali, si predvsem najprej zapomnite, kaj boste slišali. Lahko si vzamete papir in pisalo in si glavne misli pišete, pa jih boste potem obnavljali, pa znova in znova pred sebe postavljali in si skušali najti čim bolj prave, resnične odgovore. Potem pa naredite neko refleksijo, kot se reče, ali ovrednotenje. Kako sem jaz to opravil? Dovolj resno ali neresno? Ali mislim resno, ne mislim resno in podobno. Toliko danes za uvod. Bomo še drugič kaj o tem povedali, to je bolj tehnična stvar. Danes bi pa se kar lotili prvega premišljevanja. To je premišljevanje o Bogu. Bog. Kako je z mojo vero v Boga? Poglejmo v svojo preteklost od otroštva naprej. Kako se je meni Bog razodeval? Preko staršev, preko verouka, preko duhovnika, ali sem kaj verskega bral, potem, kako sem kaj molil, kako sem kaj hodil k maši, kako sem častil Marijo, kako sem hodil k spovedi, k opailu, sem se pridružil kakšni skupini, molitveni ali svetopisemski ali kakšni drugi, mladinski, zakonski. Kako je to bilo, kako se je moja vera oblikovala? Morda sem tudi bežal od nje, morda sem jo zapustil, pa sem se spet vrnil nazaj. Morda sem poln omahovanja, verujem pa ne verujem. Sem vernik pa nisem vernik, molim pa ne molim. Kako je vse to? Dobro je pogledati v preteklost in priti do nekega rezultata. Aha, z mano in z mojo vero je tako. Želim, da mi duhovne vaje v tem smislu pomagajo. In pomagali si bomo z Svetim pismom. Vzeli bomo 4 odlomke iz Svetega pisma, v katerih bomo videli, kako se je nekdo srečal z Bogom. Ali ni morda v teh 4 odlomkih tudi nekaj mojega? Ali se nisem tudi jaz tako srečal z Bogom? Ali, če ne tako, podobno? Ali pa naj bi se, pa sem bežal, kdo ve? Namreč, Bog nas je ustvaril gotovo z nekim namenom. Ni dvoma. Če ne bi imel namena, nas ne bi ustvaril. Zdaj pa vprašanje, kolikor se Bog meni razodeva, kolikor mi ta namen razodeva in kolikor jaz sprejemam ta Božji namen in Božji načrt. Poglejmo Svetopismo, ker je to Božja knjiga, Božje razodetje in ima nam vsakemu kaj povedati. Prvo besedilo je iz prve Mojzesove knjige, prvo poglavje, 27. vrstica, ki se glasi: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Kratko pa jasno. Ustvarjeni smo
po Božji podobi. Ne piše, Bog je ustvaril človeštvo, ampak Bog je ustvaril človeka, da tako naglasim. Rastline in živali je Bog ustvaril kar tako, podobno. Bodite ribe, naj se voda napolni z ribami, naj se nebo napolni s pticami, naj se travnik napolni z rožami in podobno. Ko je pa se odločil, da ustvari človeka, je pa rekel, naredimo človeka po svoji podobi. Torej, ne človeštvo, ampak človeka. In naredil ga je. Kako? Izoblikoval mu je telo. Kako? To on ve, mi ne vemo. Ali je vzel ilovico, pa je oblikoval tako dolgo, da je bilo telo, ali pa je dal v naravo zakonitost, po kateri se bo čez toliko in toliko 100 ali 1000 ali milijon let razvilo človekovo telo. To ni važno. Zadaj je Bog. Ko je bilo to telo sposobno prijeti duha, je Bog vdihnil v to telo svojega duha. In to je sedaj človek postal Božja podoba. Če sem moški ali ženska, a imam ta in oni poklic in tako dalje, nisem zato, ker je Bog hotel moške pa ženske, ampak ker je hotel mene, tega in tega človeka, vsakega izmed nas, je Bog ustvaril, vsakemu je vdihnil dušo z nekim namenom. Ustavimo se ob tej resnici. Črpajmo iz nje veselje in ponos. Veselje lahko bi bil roža, lahko bi bil kakšna živalca v gozdu ali na planini, kakšen gams ali karkoli, pa sem človek. Največ, kar ta narava lahko pokaže. Veseli se tega, zahvali se Bogu, da je prav tebe izoblikoval, da je prav tebe hotel imeti kot svojo podobo, da ti je vdihnil prav takšno telo, oziroma ustvaril, vdihnil prav takšno dušo in da na tebe misli, da te ima rad, da te ljubi. To je torej iz prve Mojzesove knjige. Drugo besedilo je iz prve Mojzesove knjige 12. poglavje. Gospod je rekel Abrahamu, pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine, iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti bom jaz pokazal. Kako je Abraham to slišal? Ne vemo. Ali mu je Bog povedal v uho, ali pa je Abraham v srcu čutil, Bog me kliče. Ne vemo, ni važno. Gotovo pa je, da je bil glas ali znak, namig tako jasen, da Abraham ni dvomil. Ni pa bil ta klic prisila. Če hočeš ostati doma, ostani. Vidiš, da te pregovarjajo, kam pa hodiš okrog, doma ostani, pri nas. Abraham je tako močno čutil ta klic, da je pustil deželo svojih očetov, svojo domovino in šel. Kam? Sam ni vedel kam. Deželo, ki ti jo bom jaz pokazal, je rekel Bog. Šel je v to deželo, odločil se je in vse njegovo poznejše življenje je se potekalo na temelju te njegove odločitve. Grem, kamor me kliče Bog. Bog mu je obljubil blagoslov in ta blagoslov se je uresničil
in se uresničuje danes tudi celo na nas, čeprav čez več kot 3000 let, ker smo v nekem smislu, v verskem smislu, kot kristjani, katoličani, Abrahamovi potomci, ne v telesnem smislu, ne po krvi, ampak po veri v zaupanju Boga. Tudi vsakega izmed nas namreč Bog kliče. Pojdi iz dežele, v kateri si, in pojdi v deželo, ki ti jo bom jaz pokazal. To mora izmed nas vsakdo sam pogledati vase. Abraham dežele, v katerega Bog kliče, ni poznal. Šel je v neznano, ampak kaj pa mu je bilo znano? Da me Bog ne bo zapustil, da me bo Bog vodil, da me bo peljal tja, ker on ve, da za mene prav. To pa gotovo. In tu se lahko mi iz Abrahama, njegovega početja, naučimo. Ali slišimo Božji glas? Imamo odprta ušesa, predvsem pa odprto srce. Smo pripravljeni iti tja, kamor nas Bog kliče. Morda nas kliče nejasno, prosimo ga, glasno povej, ker nisem gotov. In blagor nam, če bomo šli po deželi, kamor nas kliče Bog. Kot je bil Abraham deležen blagoslova, ga bomo deležni tudi mi. Zdaj pa se lahko vprašamo za nazaj. Ali sem jaz stopil ali stopal v deželo, v katero me kliče Bog? Če sem, hvala Bogu. Lahko smo Bogu hvaležni. Lahko se pa zgodi, ali se je zgodilo, da nismo stopili na to pot. Da smo se naredili gluhe. Prosimo Boga, oprosti. Oprosti, nisem prav naredil. Zavrgel sem Božji klic, napravil sem se gluhega, ampak Bog, ti si dober, odpusti mi, ni bilo iz hudobije, bilo je iz zmote, iz negotovosti, iz človeške slabosti. Bog je namreč sposoben vse obrniti v dobro, tudi naše napačne korake, če smo le sprejemljivi za njegov klic, če smo le sposobni priznati napako in jo skušati popraviti in prositi Boga za odpuščanje in naj nas ponovno usmeri na pravo pot. To so duhovne vaje. Poglej vase, vzemi si čas, zamisli se in naredi, kar čutiš, da je prav. To je to besedilo. Naslednje besedilo je 2. Mojzesova 3. poglavje. Mojzesovo srečanje z Bogom, ki se mu je v puščavi razodel v gorečem grmu. V grobem vsak izmed nas to ve, saj če hodi k maši, je slišal v postnem času ali kadarkoli že, kako je to vpleteno v vsakdanja mašna berila. Za nas ni pomembno, ali je bil ta grm res pravi grm, ki gori s pravim plamenom in ki potem pusti pepel za sabo. Ali pa je Mojzes vse to doživljal v svoji notranjosti, kot pri Abrahamu. Ne vemo, kako ga je Bog klical. Tudi ne vemo točno, a je ta grm resnični grm ali pa le prispodoba. Ampak to ni važno. Važno je, da se je Bog Mojzesu razodel, da je Mojzes to razodetje doživel in ga je sprejel. In to doživetje je bilo tako močno, tako globoko,
da je Mojzesa usposobilo za dejanja, ki jih sam nikakor ne bi mogel uresničiti. Kako bi se potem, ko bi iz Egipta izgnan, upal vstopiti pred faraona? Pa ne samo to, zahtevati od njega to. Kako bi se upal? In tako se je upiral Bogu. Jaz sploh ne znam govoriti, je rekel. Jaz sem neroden, jaz se ne upam iti pred faraona. Nagnal me bo, če ne bo, celo me uničil. Ampak Bog je rekel, jaz sem s teboj, ne boj se. Ne boj se. In Mojzes je veroval, je sprejel in je storil velika dela. Cela stara zaveza, oziroma ne vsa, 5 Mojzesovih knjig nam govori o Mojzesovem velikem dejanju. Postal je velika osebnost, ker se je pustil Bogu oblikovati. Če pustimo vse drugo ob strani, glede Mojzesa, je dosegal in presegal vse na svetu s svojim dekalogom. Kaj je to dekalog? 10 božjih zapovedi. Nikjer ni noben stavek tolikokrat potrjen, zapisan, upoštevan, kakor je Mojzesov dekalog, Mojzesovih 10 božjih zapovedi. Vse jih imajo tudi narodi, tudi druge vere, ker to so osnovne zahteve, po katerih naj človek živi. Ampak nekaj takšnega, kot je Mojzesov dekalog, ni. Presega vse druge. So tudi drugi, imajo, ampak tako kot Mojzes ne. Kako je mogel do tega priti? Ker je Mojzes videl ta grm, prisluhnil, kaj mu Bog pravi, se zujobovalo, kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja, prisluhni, kaj ti bom povedal, in izvrši, kaj ti bom povedal. Bojim se, ne boj se, ker bom jaz s teboj. In je bil. Bog je bil z njim do smrti. In je delal dela, ki jih v zgodovini tako rekoč težko najdemo enake. Torej, ta tretji odlomek iz Svetega pisma. In še 4. Ta je pa vzet iz preroka Jeremija, 4. poglavje. Jeremija je od Boga poklican v preroško službo, kakšnih 800 let pred Kristusom, ki naj bi svojim rojakom razodeval Božjo voljo. Ker so se od Boga odmaknili, delali so po svoje, živeli po svoje. Mojzesovih 10 zapovedi se niso držali, ko bi se morali. Niso. Ali pa samo deloma. Izigravali so jih. In Bog je rekel Jeremiju, povej svojim rojakom, predvsem pa njihovim voditeljem, naj se spreobrnejo. Pot, po kateri hodijo, ni prava. In pot, po kateri vodijo svoje ljudstvo, ni prava. Ne vodi v blagoslovu. Jeremija se je branil. Gospod, vse me ne bojo poslušali. Vse jih poznam, kakšni so. Ne bo nič od tega, sam razdražil jih bom. In Bog je kljub temu poslal. Pojdi in jim povej. In je šel in jim povedal. In so mu grozili za smrtjo. Vrgli so ga v vodnjak, so ga potem potegnili ven, ampak vsekakor ni mu bilo lahko. Grozili so mu smrtjo. In Jeremija je v tej stiski izrekel besede, ki se nam zdijo naravnost drzne. Kaj si upaš ti Bogu reči? Kaj si upal? Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Ves dan sem v posmeh. Iz mene se norčujejo. Ne bom več govoril tvoje imenu. Prevaral se me, jaz bedak sem se dal prevarati, tako po domače. Ampak, ko je Jeremija
to nekako Bogu vrgal, vidiš, kakšen si, kaj delaš z mano. In je mislil zapustiti to poslanstvo, pravi, začutil sem v svojih kosteh, da me žge. In ni bilo druge, kakor da se je vrnil nazaj. Je rekel, Bog oprosti mi, predrzen sem bil. Ne bi smel tako govoriti. Moral bi te ubogat in iti in zaupati vate. Jeremija je bil namreč, kdor bere njegovo knjigo, po naravi pesimist, črnogled. In je tudi v tem odlomku napisan kot črnogled, torej bi rekli narava, ki je težka, značaj, ki ga ni lahko prenašati, ampak ki pa ima svoj veliko vrednost. Lahko se vprašamo, kaj pa jaz? A nisem jaz včasih takšen Jeremija, ki pravim Bogu, prevaral si me. Glej, kam si me pripeljal, viš, kaj je zdaj z mano, pa to je obupno, to je za znoret, to naraj bi ne vem kaj. Počakaj, potrpi, premisli, obrni se k Bogu, začni znova. Pa bo šlo, da bo šlo. Ker je Bog rekel Jeremiju, jaz bom položil svoje besede v tvoja usta. Tako. Bog polaga človeku, ki mu zaupa, svoje besede v njegova usta. Tako smo torej končali 4 odlomke iz Svetega pisma, ki nam govorijo o Bogu. Vsakdo od nas lahko najde del samega sebe v teh odlomkih. V prvem, Bog je ustvaril prav mene. Ne samo nasplošno, trava, pa sem ena trava. Ne, jaz sem konkreten ta in ta človek. Bog je ustvaril človeka. Drugo, Bog ima deželo, v katero me želi pripeljati. Sveda, to ni zemljepisna dežela, ampak duhovna dežela. Dežela mojega srca. Tretje, ko je Bog poklical Mojzesa, on ga je poklical, mu dal nalogo in mi je pomagal nalogo izvršiti. Poglej svoje življenje, če ni tudi tebi Bog pomagal izvršiti nalogo, ki si jo imel. In četrto, Jeremija, ne boj se, ampak vstani in pojdi naprej. Kot je rekel Jezus v Evangeliju, vstani in hodi. Ne obupaj, ne obleži, past je nerodno, ampak ni najhujše. Najhujše je obležati. Če si padel, poglej, kako je, in vstani in hodi. Torej, to so 4 točke. Vprašajmo se, kako je v tem pogledu z nami. Kar je dobro, lahko rečemo hvala Bogu. Kar ni, bomo pa popravili in izboljšali. Hvala lepa za danes, prihodnjič pa naprej. Pozdravljeni.